Lepo pozdravljeni. Oddajo Posavski tednik pričenjamo v Sevnici. Območje parkirišča pri železniški postaji in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejena. Zato je občina pristopila k pridobivanju zemljišč ter pripravi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za njegovo ureditev. Širše območje železniške postaje v Sevnici je problem, s katerim se občina ukvarja že več let. Nekatere ukrepe so na tem območju predvideli v okviru prometne strategije, del ukrepov pa so povezali s širšim konceptom ureditve železniške postaje kot celovite ureditve. Trenutno potekajo dela na parkirišču v neposredni bližini železniške postaje. Nadaljevala se bodo tudi naprej ob cesti, pločnik, javna razsvetljava in parkirišča proti avtobusni postaji. To je zelo potrebna ureditev. Žal je pri tej ureditvi kar veliko izzivov, kajti to zemljišče smo morali kot občina najprej odkupiti od Slovenskih železnic, zato da lahko urejujemo parkirišče kot park and ride, kot trajnostno parkirišče za trajnostni promet za uporabo železnice. In da smo lahko unovčili evropska sredstva za trajnostni promet oziroma v okviru prometnih strategij. Gre za železniško postajo, ki ima veliko potniškega prometa. Po številu potnikov smo nekako na 9. mestu v Republiki Sloveniji in zato ta postaja zasluži bistveno prenovo. To prenovo je pričela občina s svojimi projekti. Verjamemo in nekako usklajujemo pa projekte tudi za nadaljevanje, za prenovo celotne postaje z podhodi in podvozom, ki bi dajala boljši, kvalitetnejši videz, prometno ureditev celotni postaji, tako v korist železnicam, kot tudi potnikom, ki jih želimo v strategiji trajnostnega prometa nekako premestiti iz avtomobilov na vlak in na ostale oblike javnega prevoza. Ureditev parkirišča, ceste, pločnika z javno razsvetljavo in dodatnih parkirišč znaša $500 000. Ta projekt mora biti zaključen do konca leta. Potrebno je še uskladiti nekatere detajle, kjer se stikajo infrastruktura tudi Slovenskih železnic. Tu smo neločljivo povezani. Občina kot tista, ki želi investirati, in Slovenske železnice, ki v svojem prostoru nekako upravljajo lastno infrastrukturo. Kar je včasih precej zahtevno, dodaja Ocvirk, saj je omenjena infrastruktura izredno občutljiva, a v Sevnici verjamejo, da bodo uspeli uskladiti vse ureditve in zaključili projekt. Novih prometnih ureditev si želijo tudi stanovalci naselja Stara kolonija v Brežicah. Ta je že dlje časa neustrezna, ulice so preozke in ker ni dovolj parkirišč, pogosto zaparkirane z vozili. Občina je zato pristopila k naročilu prometne študije pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Problem parkiranja je izrazit predvsem v območju najstarejših večstanovanjskih objektov Stare kolonije, ki nimajo lastnih parkirišč. Stanovalci ga rešujejo tako, da ponekod parkirajo na pločnikih ali pa vzdolžno na enem voznem pasu, ponekod celo na obeh straneh. Parkirna stiska je še večja v bližini mladinskega centra. Seveda gre tu za dva problema. Eno je, da lastniki stanovanj, kajti to je Stara kolonija, ni imela zgrajenih dosti parkirišč in bo potreba najti verjetno v okviru funkcionalnih zemljišč dodatna parkirišča. Seveda občina pa tudi želi na nek način to urediti in predstavila je možnost z enosmernimi ulicami, ob katerih bi bil samo enostranski pločnik, potem površine za pešce in pa seveda avtomobile in pa ob strani parkiranje. S tem bi pridobili od 100 do 120 parkirnih mest. Jaz upam, da bo to eden od vsaj delnih rešitev za to kolonijo, prav tako pa seveda bi z dvignjenimi križišči poskrbeli predvsem za varnost, kajti dejansko na tistih križiščih bi imeli taka dvignjena platoja, ki bi tudi umerjal promet in tudi večjo varnost zagotovil za pešce in pa ostale, in pa celo cono bi dali na hitrost 30, kar pomeni, da bi se bistveno poskrbelo tudi za varnost. Vrednost naložbe bi znašala približno €2 milijona. S tem, da bi se rekonstruirale vse ceste, vodi in pa vse ostalo. Dejstvo je pa seveda, da toliko denarja v tem trenutku nimamo, da bomo šli postopoma, da bomo seveda najprej z prometnimi znaki začeli urejati in pa urejali preplastitve in pa ureditev vseh vodov v cesti postopoma. Tako da precej je odvisno od samih sredstev, seveda bomo pa največ naredili že s tem, če bomo spremenili dvosmerne ulice v enosmerne ulice in s tem že zagotovili v tem trenutku bolj
varno parkiranje. Posavsko gospodarstvo je v lanskem letu poslovalo pozitivno, vsaj tako kažejo podatki, ki jih je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Posavska podjetja so v letu 2018 ustvarila 4,2 milijarde evrov prihodkov in več kot 100 milijonov evrov čistega dobička. Posavska gospodarska zbornica vsako leto pripravi pregled poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki imajo sedež v Posavju. Letošnja analiza podatkov je pokazala, da je bilo leto 2018 v nizu zadnjih 11 let najbolj uspešno. Presegli smo 100 milijonov dobička, to je ena taka magična meja, če temu lahko tako rečemo. Še vedno izstopamo po dodani vrednosti na zaposlenega, ki je nad slovenskim povprečjem. Gorišek poudarja, da so dobri rezultati posledica dela zaposlenih, vodstva in lastnikov podjetij, ki so dobičke minulih let namenili za investicije. Lahko govorimo, da v Posavju na letni ravni investiramo skoraj 200 milijonov evrov. To je zelo velik potencial za to našo regijo in jaz sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Tudi v letu 2018 je bila v Posavju najpomembnejša dejavnost energetika. Ona prispeva k prihodkom več kot 60%. Če pa mi energetske družbe izvzamemo iz tega nabora celotnega posavskih družb, pa lahko povem, da so ostale dejavnosti lansko leto poslovali zelo, zelo dobro. Še zlasti bi izpostavil tukaj predelovalno dejavnost, ki je ena ključna dejavnosti v Posavju glede na število zaposlenih, pa seveda tudi ostale dejavnosti, kot je kmetijstvo, pa elektrobranža in tako naprej, ki so doprinesli k tem rezultatom. Ključnega pomena so bili prihodki na domačem trgu, teh je bilo 100 milijonov evrov. Če pa pogledamo summa summarum, je bilo pa skoraj 125 milijonov povečanje prihodkov glede na leto 2017 in to je ena lepa popotnica za naprej. Kot kažejo njihove napovedi, bo izvoz še naprej naraščal. Posavsko gospodarstvo namreč 63% vseh prihodkov ustvari na tujih trgih. Naše projekcije kažejo, da bodo v letošnjem letu še družbe uspešno poslovale, sicer ne vse, ker nekatere že imajo čutijo padec naročil, pa vendar ne v takem obsegu, da bi to vplivalo na ključno preko poslovanje. Nekako računamo, da bo dodana vrednost nad 50 tisoč evrov na zaposlenega. Dobiček se bo nekje ob koncu desetletja ustalil na ravni 110 milijonov, družbe pa bodo zaposlovali nekako 12 tisoč zaposlenih. Se pravi, to so družbe, ki imajo sedež v Posavju. Obeti so dobri, dodaja Gorišek, a obstaja tudi nekaj tveganj. Eno večje tveganje so usposobljeni zaposleni, ki jih pravzaprav podjetja težko dobijo. Samo če pogledamo lansko leto, skoraj 700 novih delovnih mest so ta podjetja ustvarila v enem letu. Tako da ta nabor se je izčrpal. Tveganja za določene dejavnosti, predvsem gradbeništvo, gostinstvo in kmetijstvo, predstavlja tudi nova zakonodaja o minimalni plači. Veliko priložnosti na drugi strani imamo, to so še vedno nepovratna sredstva, ki so namenjena tako za digitalizacijo gospodarstva, za razvoje v tako imenovanih SRIP-ih. Skratka, če potegnemo črto, lahko rečemo, da kljub tem tveganjem, ki sem jih navedel, lahko za leto 2018 rečemo, da je bilo v nizu zadnjih let zagotovo najboljše. Lani so pozitivno poslovali tudi samostojni podjetniki in zadruge. Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v atriju Mestnega muzeja Krško obeležila Dan fakultete za energetiko. Na slovesnosti so podelili priznanja najuspešnejšim študentom in zaposlenim ter zahvale posameznikom in organizacijam, ki so svojim osebnim prispevkom še posebej pripomogli k uspešnemu delu fakultete v minulem letu. Slovesnostjo so obeležili 11. obletnico delovanja fakultete, predvsem pa so se ozrli v zadnje leto in se spomnili večjih dosežkov. In da z našimi študenti
podelimo plakete za obštudijske dejavnosti ter nagradimo oziroma se spomnimo ali podamo neko priznanje našim pedagoškim delavcem, ki so pač po oceni študentskih anket za lansko leto dobili najvišje ocene. Fakulteta za energetiko je s svojim delovanjem začela v šolskem letu 2008-2009 in izvaja študijske programe, ki so izključno posvečeni študiju energetike. Mi moramo reči, da smo glede na napredek fakultete zmeraj moramo meriti napredek oziroma kakšne razlike se dogajajo v vseh teh letih. Moramo reči, da imamo glede na preteklo delovanje kar pozitivno oceno, predvsem za število študentov, ki jih je končalo študij. Ponosni so na zaposljivost študentov. Razlog visoke stopnje zaposljivosti je predvsem v tem, da je študij povezan s potrebami gospodarstva, dodaja Štumberger. Moram povedati, da so naši študenti pri svojem delu zelo uspešni in cenjeni. Moram povedati, da se fakulteta glede na svoje začetke predvsej tudi infrastrukturno okrepila, se pravi, da so izpolnjeni zelo dobri pogoji za raziskovalno delo in študij. Fakulteta na različne načine sodeluje z bližnjimi podjetji oziroma večjimi gospodarskimi družbami, študentje in profesorji pa sicer predvsem za raziskovalne namene uporabljajo inštitut Zelen. Lani so že spremenili oziroma nekoliko posodobili študijske programe. Naši načrti so za prihodnost, da to paralelno izvajanje starih in novih študijskih programov končamo, naredimo eno konkretno kratko evalvacijo novih študijskih programov, kajti nove študijske programe smo prenovili na ta način, da je mnogo več praktičnega dela v laboratorijih s študenti, kot je bilo poprej, pri tem, da se celotni fond ur ni spremenil. Načrtujejo tudi vključitev v širši prostor. Sprva ciljamo v roku 1 do 2 let predvsem na področje bivše Jugoslavije, potem pa tudi v svet. Načrtujemo dejansko v roku 2 do 3 let, da bi uspeli akreditirati tudi mednarodno akreditirane programe, ki bi potekali v tujem jeziku. Študij sicer poteka na vseh 3 stopnjah. Fakulteta izvaja 2 dodiplomska študijska programa, visokošolski, strokovni in univerzitetni. Podiplomski 2. stopnje, to je magistrski ter doktorski študij. Se pravi, pri nas je izpolnjena celotna vertikala, da lahko zaključi kandidat tudi z doktoratom znanosti. Na slovesnosti so prisotne poleg dekana fakultete nagovorili tudi prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru Janja Hojnik in podžupan občine Krško Silvo Krošelj. V intenzivnem teku je prenova bazena Sevnica. Zaradi dalj časa nenaklonjenih vremenskih razmer in s tem zamika terminskega plana izvedbe investicije se bo kopalna sezona pričela predvidoma v drugi polovici julija. Ugodne vremenske razmere trenutno omogočajo pospešeno prenovo sevniškega bazena, s čimer se nadomešča zamik terminskega plana zaradi dalj časa nenaklonjenih vremenskih razmer. Trenutno poteka prenova bazenske školjke, z deli so pri koncu. Dela so zajemala dejansko komplet sanacijo prelivnih tlačnih inštalacij in cirka 1,5 km vseh kanalizacijskih in pa vodovodnih cevi je položenih tu ob kineti ob bazenu. Poleg tega je bil odstranjen zgornji prelivni rob in nadomeščen z novimi kanaletami in pa seveda ključna je nova bazenska folija. 1600 kvadratov te folije je bilo potrebno položiti, tako da ta dela so končana. Nekoliko nevšečnosti jim je v mesecu maju povzročalo vreme. Ker namreč tehnologija spajanja cevi in pa polaganja folije ne dovoljuje slabih vremenskih razmer, se pravi, mora biti suho vreme in pa primerne temperature, zato nekaj dni več oziroma potrebnega časa, da smo prišli do faze, kjer smo, sledi čiščenje okolice bazena, manjša popravitve gradbenih plošč in potem zaključimo ta dela. Sočasno tečejo tudi vse ostale priprave bazenskega kompleksa na pričetek sezone strani upravljavca bazena KŠTM Sevnica. Kopalna sezona se bo tako pričela predvidoma v drugi polovici meseca julija. Zdaj ugotavljamo, da ta rok vsekakor ne bo ogrožen, zna se zgodi, da bo odprt celo prej. Sicer se ta gradbena dela zaključujejo, nekaj dela bo še z ureditvijo okolice, predvsem pa moramo v bazen dati vodo, jo pripraviti na ustrezno kakovost in seveda potem bazen odpreti. Tako da se nadejamo, da bo nekoliko prej odprt. Cene sezonskih kart bodo prilagojene skrajšanju kopalne sezone.
Glede na to, vsako leto smo imeli neke ugodnosti tudi pri teh sezonskih kartah, se bo tudi v letošnjem letu v predprodajo dalo karto s primernejšim popustom, glede na to, da res sezono nekoliko kasneje odpiramo. Bazen, ki je z delovanjem pričel v letu 1986, bo v 33 letih prvič celovito prenovljen. Po zaključku letošnje kopalne sezone namreč sledi še prenova strojnice bazena. Javni razpis je potekal, tako da v začetku oziroma v sredini julija predvidevamo podpis pogodbe za prenovo strojnice, ki se bo pričela v nekako v mesecu septembru po zaključku te sezone. Vrednost prenove bazenske školjke je dobrih 500 tisoč evrov, približno toliko bo znašala tudi prenova strojnice. To je zelo velik vložek občinskega proračuna v prenovo, pa vendar, kot sem izpostavil, to gre za prenovo po 30 letih in verjamem, da bo ta prenova tudi približno tako dolgo držala. Po besedah Pernovškove je bazen vsako leto zelo dobro obiskan. In opažamo, da prihajajo zadnje čase tudi družine, pa ne samo iz Sevnice, tudi od drugod, zaradi ponudbe, zaradi tega, kako je bazen urejen, kaj ponuja, ker v zadnjih letih se kar nekaj tudi naredilo na investicijskem delu, kot že omenjeno. Tako smo dobili tudi toplo vodo na prhe zunaj, uredile so se sanitarije, tuširnice, tako da v bistvu ljudje vidijo to nadgradnjo, da je urejen, da je dostopen in se mi zdi, da je kar obiskan glede na naše želje, pa pravzaprav smo izpolnili tista pričakovanja. Na občini Sevnica sicer pripravljajo tudi druge projekte z področja športa in prostega časa. In ta nekako postopno pripravljanje projektov, odločanje za optimalne rešitve je izredno pomembno, da dobimo objekte, ki so potem kvalitetni, uporabni, pa tudi cenovno učinkoviti, da jih lahko vzdržujemo, kajti ne gre za poceni infrastrukturo, gre za relativno drago infrastrukturo, ki pa pomeni zelo, zelo velik doprinos k kvaliteti življenja, prebivanja, preživljanja prostega časa, pa tudi zdravega življenjskega sloga naših občanov. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. V pričakovanju Dneva državnosti se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek na pobudo Slovensko-hrvaškega poslovnega kluba v petek sestal s hrvaškim ministrom za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Darkom Horvatom. Na srečanju, ki je potekalo na gradu Mokrice, je Počivalšek poudaril, da sta državi tradicionalno zelo povezani gospodarski partnerici, sodelovanje pa raste na vseh področjih, ter spomnil, da sta se morali obe državi po osamosvojitvi spoprijeti z velikimi gospodarskimi izzivi. Družba Kostak s tem tednom zaradi napovedanih višjih dnevnih temperatur začenja s pobiranjem komunalnih odpadkov že ob 5. uri zjutraj. S tovrstnim režimom zbiranja bodo nadaljevali tudi v mesecu juliju in avgustu. Stranke naprošajo, da posode z odpadki nastavijo dan pred odvozom oziroma na dan odvoza pred 5. uro zjutraj. Mlade športnice in športniki iz Krškega se tudi letos udeležujejo svetovnih iger mladih v okolici Celovca. Na igrah, ki potekajo že od leta 2004, bo tokrat sodelovalo okoli 10 tisoč udeležencev iz 40 držav, na različnih prizoriščih pa bo potekalo kar 2000 tekmovanj. V Mestnem muzeju Krško so odprli začasno razstavo Študije in male plastike, tretjo iz cikla razstav Pogled v Štovičkov depo. V seriji občasnih razstav Pogled v Štovičkov depo predstavljajo sistematično delo na zbirki, ki jo je Vladimir Štoviček leta 1976 podaril občini Krško. Tokrat smo izbrali študije, ki so predvsem v materialu nežgane gline, ki predstavlja enega najbolj krhkih materialov, ki jih hranimo v zbirki, tako za vzdrževanje kot v bistvu tudi za razstavljanje. Drugi del razstave so male plastike, ki pa so iz mavca. Dela, ki so nastala med letoma 1921 in 1926, predstavljajo hkrati začetno fazo kiparjevega ustvarjalnega procesa in so materialno najbolj krhek del zbirke. Upodobljeni so predvsem samo enopostavne figure. Samo eden od malih plastik predstavlja homogeno skupino, družina. Plastika družina predstavlja skrajno stopnjo Štovičkovega angažiranja v smeri ekspresionizma.
Zgledoval se je tudi po slovenskih slikarjih, recimo Franu Tratniku in njegovi risbi Zločin ter Lojzetu Dolinarju, vendar tega kasneje ni nadaljeval, se pravi v tej smeri, v bistvu bolj ga je zanimal realizem. Tukaj pa v bistvu zelo lepo je predstavil to homogeno skupino, torej staršev in otroka, ki bežijo, s temi patetičnimi izrazi, zelo ekspresivnimi in tudi razpotegnjenimi, recimo udi telesa in tako. Male plastike sicer večinoma prikazujejo eno osebo ali manjšo skupino socialno ogroženih ljudi iz časa med obema svetovnima vojnama. V površinski dodelavi so nekoliko manj ambiciozne, saj gre za študije oziroma osnutke, ki jih je avtor nameraval realizirati v velikih formatih. Letos obeležujemo tudi 30. obletnico Štavičkove smrti, zato v letošnjem letu tudi posvečamo nekoliko več dogodkov na to temo. Z magistrom Majo Ivanišin, ki je tudi restavratorka, ki dela s to zbirko, skupaj predstavljava dosedanjo dokumentacijo in se pravi konzervatorske postopke. Bomo pa tudi na hitro pokukali v depo, kjer pač si lahko v majhnih skupinah si pač lahko ogledajo, kako to zgleda. Zbirka, ki jo je Štaviček podaril občini, znaša 1600 eksponatov. Zbirka je zelo raznolika, od dokumentarnega gradiva, se pravi njegov štafelaj in modelirna miza, do zelo velikega števila plaket, negativov, kalupov, velikih plastik, se pravi v različnih materialih, od brona, mavca, torej nežgane gline, tudi plastelina recimo in pločevine. Zbirko delijo po materialih, vrstah in tudi po vsebini. Se pravi po portretih, aktih, socialni tematiki. Razstava bo na ogled do 30. marca 2020. V Sevnici so že tretje leto zapored pripravili dogodek namenjen promociji varnega potapljanja z naslovom Pogled v modro. Potapljanja so se udeležili učenci osnovnih šol sevniške občine pod vodstvom potapljačev potapljaške enote Sevniškega gasilskega društva. Tako so se v bazenu, postavljenem pri športnem domu Sevnica, pod strokovnim vodstvom izkušenih potapljačev iz prostovoljnega gasilskega društva Sevnica in članov zagrebške specializirane reševalne enote za reševanje iz vode v nujnih situacijah, v potapljanju preizkusili šolarji sevniških občin in gasilska mladina. Bilo je super, ker sem se lahko potapljala, pa bilo je fajn, zato ker sem imela tisti nahrbtnik gor, pa voda mi ni nič v nos prišla in to mi je bilo tudi všeč, ker ko se na morju potapljam, mi voda skoraj vedno v nos pride in ful je bilo fajn. Bravo! Super! Super! Super je bilo. Prvič potapljala? Ja. Zelo zanimivo, meni je tako všeč potapljanje, ne? Tako da zdaj pač dobra izkušnja je bila s tem. Pri potapljanju se je preizkusil tudi Mark. In kaj mu je bilo najbolj všeč? Da sem se tako dobro opremil. Namen tega pogleda v modro je čim več otrokom omogočiti potapljanje, saj da poizkusijo, kakšno je potapljanje nasplošno v morju. Tle noter so slike razne iz podmorja. Promocije varnega potapljanja se je v 2 dneh udeležilo približno 300 otrok. Moram reči, da so mladi zelo zainteresirani, da grejo v vodo. Ko pridejo iz vode oziroma ko probajo, ko ga vprašaš tazga, kako je bilo, da je bilo noro dobro. Vsi so zadovoljni in vsako leto imamo več otrok sem in seveda se tudi vsako leto tudi več šol odziva na to našo akcijo. V sodelovanju vabimo vse osnovne šole občine Sevnica in pa seveda lahko tudi širše in pa seveda vse gasilska društva v naši gasilski zvezi in pa seveda so se pridružili tudi iz sosednje gasilske zveze iz Krškega, tudi mladi gasilci. Sevniški gasilci imajo potapljaško enoto od leta 2006. Ja, naša potapljaška enota je v prostovoljnem gasilskem društvu Sevnica. Šteje nas 11 članov, imamo 2 inštruktorja, 4 člani so pač usposobljeni tudi preko uprave zaščite reševanja za reševanje na vodi, v reki Savi, Mirni.
Moramo vedeti, da imamo 22 km reke Save in da vsako leto se srečamo vsaj z 2 intervencijama, da posredujemo v takem primeru. Vaje po reki Savi potekajo še na jezerih na Bledu in v Bohinju ter na Slovenskem in Hrvaškem morju, še dodaja Janežič. Za konec pa še enkrat v Krško. V teniškem klubu so ob občinskem prazniku pripravili turnir Dolenjski teniški satelit. Turnirja v Krškem so se udeležili otroci in mladostniki od 5. do 16. leta. Nastopa danes, mislim, da lahko rečem, rekordnih 50 otrok iz vseh dolenjskih klubov, plus še prišla ena ekipa iz Kozjega. Tako da igra se od 9:30 dalje, pa planiramo zaključek nekje okoli 16. ure. Tako da pester dan na teniških igriščih. Pred tekmo smo ujeli Anžeta in Aneja iz Krmelja, ki se turnirja uredno udeležujeta. 12 bom igral, na turnirju sicer 11. Jaz se pa ful dobro počutim, glede na to, da bom lahko igral še enkrat. Igral sem pa že kakih 20krat na turnirjih. Sem pa tudi v skupini države. Jaz sem že 20 turnir, tako kot on. Turnir, kot je Dolenjski teniški satelit, zahteva nekoliko intenzivnejše priprave, pravi Anej. Igral sem ponedeljek, sredo, petek, pa še soboto, pa še v torek. Tenis treniram že slabo leto zdaj. Zame je ta turnir prvi. Malo sem nervozen. Pripravljal sem se tako 2 ure na teden, samo sem pa tudi doma večkrat gibe vadil. Igralci so bili razdeljeni v 7 kategorij. 4 so nastopili v kategoriji mini začetniki, za katere so postavili manjše igrišče, ki je primerno za trenutni nivo njihove igre. Večina ostalih, 13 otrok, je nastopilo v kategoriji mini tenis. V kategoriji midi tenis so imeli tokrat rekordnih 14 nastopajočih. Drugič pa so organizirali kategorijo midi začetniki. Tam se je v vlogi sodnika preizkusil Jan Preskar. Dobro so se tudi odrezali zaenkrat te tekmovalci, ko so tekmovali, tako da nismo imeli nekih posebnih priprav, edino pol ure pred tekmo smo se zbrali sodniki, da smo tako malo, da so nam razložili pač, kakve so pravila. Ponovno so bile lepo zasedene tudi preostale kategorije, tenis 10, tenis 11 do 13 in tenis nad 13 let. Cilj sodelovanja na turnirju je pridobiti prve tekmovalne izkušnje. V teniškem klubu Krško pa tudi v času poletnih počitnic ne bodo počivali, saj načrtujejo kar nekaj aktivnosti za mlade člane. Pripravljamo namreč teniške kampe, katere smo lansko sezono izpustili. Odvijajo se v 3 terminih, 2 sta zgodna julijska in potem zadnji teden avgusta poteka tretji teniški kamp. Vsebine same na kampu so različne, rolanje, učenje tujega jezika, večina seveda tenis, brain-on-brain igrice in podobno, tako da začinimo dan z različnimi vsebinami. V klubu so dejavni tudi na rekreativnem področju. Na rekreativnem področju poteka v klubu rekreativna Posavsko-Dolenjska teniška liga, kjer je naša ekipa preteklo leto tudi osvojila prvo mesto. Potem pa skozi poletje se trudimo mesečno pripraviti en dogodek. Imamo v planu še turnir bivših in starejših tekmovalcev ter rekreativni turnir za igralce, ki niso še bili ali pa niso nikoli bili registrirani pri Teniški zvezi. Kot še dodaja Hovelja, bo priložnosti za nabiranje tako rekreativnih kot tekmovalnih izkušenj v poletnem času kar precej. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vabljeni v našo družbo znova prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.